Lep večer, dragi ljubitelji zdravega načina življenja. Dober tek vsem, ki jeste. Danes je čas, da rešimo vprašanje, ki skrbi ljudi, ki radi raztezajo svoje mišice. Gre za to, da obstaja precej resna nevarnost pri raztezanju določenih mišic. In v nobenem primeru jih ne smete raztezati. Danes obstajajo takšne mišice, si predstavljate? Ampak kljub temu, da raztezanje teh mišic, vaja za raztezanje, to imam v mislih raztezanje, to pomeni, da jo poskušate narediti daljšo, kot je sicer. In raztezanje teh mišic vodi do hudih posledic. In dolgoročno povzroča še več bolečin, večje bolečine, nelagodje in različne motnje v obliki poškodbe diska, medvretenčnega razvoja, protruzije in kile, razvoja artroz, medvretenčnih sklepov in drugih posledic. Najprej bomo danes poznali 3 mišice, ki jih v nobenem primeru ne smete raztezati. Celo pomisliti ne smete na to, da bi jih raztegnili. Že sama misel na raztezanje je škodljiva. Torej, prijatelji, prva skupina mišic, ki jo večina nenehno poskuša raztegniti, še posebej ljudje, ki veliko časa preživijo v sedečem položaju, ko je glava nagnjena naprej, to so mišice zadnje strani vratu. Kaj sestavlja ta skupina mišic? Ta skupina mišic je znana pod imenom dolge iztegovalke vratu. Vključuje več mišic z različnimi mesti, začetek, konec. Sem spadajo pasasta mišica glave, pasasta mišica vratu, dolga, najdaljša mišica tam za vratu, hrbta in glave. Je jih veliko, za vas bo dovolj, da veste, da tukaj na zadnji strani vratu delno tja celo spada trapezasta mišica. Skupina mišic, ki se začne pri 5., 6. prsnem vretencu, se konča na zatilni kosti. In tukaj celotno to zatilno zadnjo površino pokrivajo mišice, ki se pri sodobnem človeku vsak dan tanjšajo. Tako kot se zdaj sneg topi pod toploto spomladanskega sonca in tečejo potoki, tako se za vsako sekundo tudi volumen iztegovalk vratu neizprosno zmanjšuje, žal. Pri nas, pri vas, pri meni ne. Ker jaz delam to, kar je treba delati. In vi boste zdaj to počeli skupaj z mano. Gre za to, da nagib glave naprej, če si tako predstavljamo človeka, ki je nagnil glavo naprej. Tako. In na primer nekoga, ki tukaj nekaj preučuje na svojem telefonu. Recimo, da nekaj preučuje. Višjo matematiko, rešuje enačbe ali pa na primer premaga naslednjo stopnjo v kakšni igri. Tudi to je pomembno. V tem položaju sčasoma začuti utrujenost. Mišice zadnje strani vratu, iztegovalke vratu. Tukaj te mišice se mu utrudijo in prva stvar, ki ti pride na misel, da bi sprostil mišico, jo moraš raztegniti in za nekaj časa mu postane lažje. Toda ne zaskrbi ga dejstvo, da je položaj, ki je povzročil utrujenost, točno enak kot položaj, v katerem razteguje svoje mišice. Torej, sčasoma krivina, ki se imenuje vratna lordoza, kaj ne? Ampak da, vratna lordoza, to ne pomeni, da je vse v redu. Ampak njegova odsotnost tudi kaže na to, da se je že začela mišična oslabelost. Torej, izravnana vratna lordoza, še posebej, če na MR vidite, da so vam opisali izravnano vratno lordozo, ni treba paničariti. Ker, ko ležimo, še posebej, če si pod glavo kaj podložimo, na primer blazino, ne ležite na ravni površini in pod glavo imate nekaj podloženega, se v bistvu izravna. Torej, ko se glava nagne naprej, se samodejno upogne.
Torej, izravnana lordoza pomeni upogib vratu. Tako. Pravijo tudi izravnana lordoza. In ko skupaj z vami pogledamo v nebo, tja gor, je vaš nos obrnjen tja. Na luno, recimo. Ali proti zvezdi Kasiopeja. Ali proti ozvezdju velikega psa, recimo. Gledate gor. Ali pa preprosto opazujete pajčevino na stropu. V tem položaju pride do iztega. Torej, vrat je lahko v položaju upogiba ali iztega. A postopoma postane za takega človeka običajen položaj upogiba. Tudi ko sčasoma pogleda naprej, ima vrat v položaju upogiba. Preostali del, trup, postane takšen kot črv, kaj ne, kot glista. Vse to je zaradi vaših internetov. Vse to. Je jasno? In potem knjige je treba brati. Klasično literaturo je treba preučevati. Vojna in mir. Kdo je bral? Torej, jaz sam nisem bral, ampak je zelo koristno. Skratka, pojavi se patološka želja po raztezanju. Ampak v tem trenutku, zaradi tega, ker so same mišice zelo šibke, se raztegujejo ne samo one, ne samo njih, pravilneje rečeno celo. Poleg tega pride še do raztezanja vezi tukaj. Med sklepi se tam nahajajo vezi. In počasi se razvije, hipermobilnost, nestabilnost vratu, pokanje. Sčasoma si želiš, da bi vrat počil. Potem se pojavi želja, da bi šel stran tako raztegnil. Zato pride do patološke gibljivosti sklepov. Torej, v normalnih pogojih bi se moral gibati pod enim kotom, recimo dvema, in pojavijo se novi obsegi gibanja, ki sploh ne bi smeli obstajati. In zdi se vam, da jih morate povečati. In še bolj razrahljate svoj vrat v različnih smereh. A hkrati del vretenc ves čas ostaja negiben. Del pa se premika prekomerno. Prvo, torej tisto, kar ste že razumeli, to je to raztezanje. Tako. Potem, ko smo dolgo časa bili v tem položaju, sedeli in gledali dol. Ne smete na tak način raztezati vratu, tako pomaknete vrat naprej, tako. Od danes naprej je prepovedano vleči. Prvo. Drugo, kaj še pogosto pride na misel, da bi raztegnili ne samo računovodjem recimo, ali pa pisarniškim delavcem, ampak celo tudi ljubiteljem fitnesa, tistim, ki so se odločili posvetiti svoje življenje izboljšanju zdravja, zdravemu načinu življenja. In recimo joga, pilates, tudi to vse spada sem. Torej se veliko pozornosti namenja raztezanju mišic zadnje strani stegna. Kaj se tam pravzaprav razteza? Če si natančno ogledamo, kaj imamo na zadnji strani stegna, bomo skupaj ugotovili. Lahko rečemo, da sta dve skupini mišic, to je dvoglava stegenska mišica, zunanja skupina, in dve mišici, polkitasta in polopnasta mišica. In delno del iztegovalk, del primikalk, tukaj jih je več, torej skupina primikalk je tudi tukaj znotraj. In stvar je v tem, da je vse to tudi neenakomerno razvito. Pogosto se zgodi, da je dvoglava stegenska mišica precej manjši po obsegu. Od polkitaste in polopnate mišice, ki se nahajata bližje notranjemu delu. Posebnost je v tem, da med vsemi temi mišicami poteka ishiadični živec. Ta je nagnjen k kompresiji, ki se lahko pojavi ne le na ravni piriformne mišice, ampak tudi tukaj na ravni mišic samega stegna. Iztegovalke kolka so skupina mišic, znane tudi pod tem imenom. To so one. In če jih začnete raztezati, vendar se vam pri tem ishiadični živec nekoliko stisne, vsaj s piriformno mišico. To lahko povzroči poškodbo iztegovalke kolka. Zato, preden začnete raztezati zadnjo stran stegna, obstaja tak test, ki vam bo povedal, ali je sploh treba raztezati, ali so te mišice skrajšane, ali pa so pri vas napete namenoma, da vam preprečijo prav to gibanje. Svojo napetostjo omejujejo vaše gibanje in vam ne dovolijo poškodovati ishiadičnega živca. Poškodba ishiadičnega živca ni samo bolečina. Bolečina, to še gre. Bolečino lahko prenašate. To je še razvoj šibkosti v stopalu.
Naj jo prenašate ali ne. Če je živec poškodovan, stopalo se ne bo več premikalo. Sčasoma se bo pojavila šibkost v nogah. Kaj storiti? Poglejte, test je takšen. Vzamete in poskušate se nagniti naprej. Približno izmerite obseg gibanja, lahko pa naprimer tako, glede na to, kako vi, do katere ravni sežete, recimo do po goleni lahko, no, ali pa preprosto tako naprej, naprimer. Ja. Poglejte približno, po katerem času se vam začne pojavljati napetost. Ali ravno na zadnji strani stegna, ali v predelu kolena, ali v hrbtu. Prvo, potem vzamete, vlečete trebuh noter, malo ga, napnete ga, da ostane v tem položaju in s trebuhom noter poskusite narediti isto in poglejte, ali se bo obseg gibanja razlikoval. Če je trebuh noter, lahko se bolje nagnete. Potem morate najprej trenirati trebušne mišice in ne raztezati zadnje strani stegna. Zato, ker trebuh je tako oslabljen, da se je vaša medenica obrnila naprej. Vse to se je skrajšalo. Kvadratna ledvena mišica. Stegno se je napelo zaradi tega, ker se je medenica tako obrnila naprej. Razumete? Mišica se je raztegnila, refleksno se je napela. Tako se včasih zgodi. Zdi se tako. Kdo bi si mislil? Ampak vidite, zdaj veste, take stvari se dogajajo. Vsak dan pravzaprav. In zadnje, ja, tega ne bi smeli raztezati, ampak včasih si res želiš. To so vsi ti gibi, tudi to, no, ni več tako pogosto razširjeno, ampak se tudi zgodi. Torej, mišice med lopaticami, tudi to se včasih zgodi. Pri dolgotrajnih gibih z rokami pojavi se občutek napetosti prav na tem področju, tukaj med lopaticama, malo nižje, in pride na misel raztegniti to področje. Zakaj tam nastane napetost? No, zato ker prvič, najpogostejši razlog, vse to se utrudi se. Zakaj? Zato, ker je vse šibko. Bolj kot je mišica šibka, prej se vam bo utrudila. Katere mišice so tukaj? Rombasta mišica, trapezna mišica, no, tukaj malo spodaj, in široka hrbtna mišica prav tako sodeluje pri stabilizaciji. In vzdolž hrbtenice tako poteka iztegovalke hrbta, tukaj ob strani je tudi del iztegovalk. Iliokostalna mišica. Ko vse to ni dovolj dobro razvito in ni dovolj dobro razvito, pri mnogih ljudeh široka hrbtna mišica je včasih taka, da se čez dan niti enkrat ne napne. Spodnja trapezna mišica tudi ne, ker pri vsakodnevnih gibanjih preprosto ni potrebe. Takih praktično ni. Zato, ko nekaj delate z rokami in se tukaj pojavi napetost, vseh teh mišic ne poskušajte raztezati. Ravno nasprotno, treba jim je dati obremenitev. Dati jim možnost, da si odpočijajo. Počivajo takrat, se njihova mesta pritrditve približajo. Lahko, namesto da bi raztezali zadaj, kako si želiš raztegniti ravno tukaj spredaj, ko boste raztezali prsne mišice, to lahko naredite v vratih, naprimer tako se postavite, lahko po eno, lahko z obema rokama hkrati, tako naslonite roko na podboj vrat in na ta način raztezate. Malo se pomaknite naprej, zadaj se vam bojo lopatice združevale, prsne mišice spredaj se bodo raztezale. In prav v tem položaju se bodo spočile, ampak dolgoročno priporočljivo je, da si jih naredite močnejše. Močnejše na kakšen način? Različne vaje za stiskanje lopatic. Tudi vaje, kjer elastiko vlečete proti sebi, lopatici združujete. Vse te vaje mimogrede in še mnoge druge, za vse dele vašega telesa. Na povezavi v opisu. Pripravljene so že posebej za vas. Celoten komplet vaj, 2 dni brezplačnega dostopa. Prosim. Če vas zanima, in tam je vse. In tako, 3 skupine mišic, ki jih v nobenem primeru ne smete raztezati. Zadnja stran stegna, no, obstajajo nianse. Raztezati jih je mogoče, ampak najprej je treba preveriti, ali ni kaj drugega. Kaj torej storiti? S čim nadomestiti raztezanje? Raztezanje. Najbolje ga je nadomestiti, če imate takšne težave. Samo masažo
Vzamemo, naprimer žogico za masažo, lahko je teniška, lahko. Zdaj obstajajo posebne za masažo. Masažo obstajajo mišice, ne mišice, žogice. Postavimo jih, poiščemo boleče točke, postavimo, naprimer ob steni. In tako, z bolečo točko na mišici pritisnemo, zadržimo gibanje. Premaknemo v stran, sprostimo. Ker mišica redko boli v celoti, običajno so tam posamezni deli napeti, te sprostite. Enako velja za zadnjo stran stegna. Vzamete žogico, za začetek v roko, usedete se na stol, kamorkoli. Postavite ga med zadnjo stran stegna, površina stola, mize in na ta način premikate nogo iz ene strani na drugo, obdelujete, dvignete se višje, tam bojo območja, ki so bolj boleča, bodo območja, ki so manj boleča, morate jih najti in odpraviti. Kako odpraviti? Našli ste bolečo točko, pritisnite na njo. Močno pritiskati ni treba, ne z vso silo, tako da res boli, našli ste. In potem držite, razdelite stegno na 3 dele, sredina, zunanja stran, notranja in pojdite čez vse te točke. Ugotovite, kaj boli, kaj ne boli. Med lopaticama enako, to je najlažje narediti ob steni. Med steno in hrbtom, tako postavite žogico in tudi iz ene strani na drugo, enkrat, tako previdno vse obdelate. Kako razbremeniti vrat? Tisti, ki se vam utrudi. Vzamete na primer valček. Tako, kar pokažem. Takoj, hop, recimo iz brisače, kar imate pri roki, karkoli. Naredite nekakšen valček. Premalo višine. No, bolje, da je večji. Valček. Tukaj. Boljše je, če je večji. Tako. Torej, morate nekaj časa preživeti v obratnem položaju od tistega, v katerem ste bili dolgo časa. Podvrat ste tako položili. Tako. In tako ležite. Preprosto zato, da se ta vaš upogib v vratu spet malo pojavi. In to je to. Ležite, počivajte in počasi se bodo te mišice sproščale. Ampak prav tako, ko boste z žogico obdelovali vsa ta mesta, bo to tudi za vrat dobro, ker se iztegovalke vratov, tukaj se vsi začnejo, iz prsnega dela hrbtenice. No, prijatelji, če ste zdaj dobili željo izvedeti, katere mišice je treba najprej raztegniti, v komentarjih izrazite svojo željo. Povejte, napišite. Želja obstaja. Tako nekako. In že bom razumel, da imate željo. In v tej temi bomo tudi podrobno preučili to vprašanje. Do naslednjih oddaj.